Veliko razočaranje nad dejanji predsednika uprave nove KBM, Matjaža Kovačiča, pa je izrazil tudi predsednik civilne iniciative Vlado Kramberger. V civilni iniciativi NKBM ne damo smo opazili, da so na nadzornem svetu 21. maja 2008 sprejeli določene sklepe, za katerimi se mi ne strinjamo in za katere smo se mi zavzemali, da bi bili sicer drugačni. Zavzemali smo se, da bi bila skupščina NKBM do konca maja 2008. V oddaji v živo smo z gospodom Kovačičem, predsednikom uprave NKBM, smo sklenili dogovor in nam je tudi obljubil, da se bo zavzel, da bo skupščina najkasneje prvi ali drugi teden v juniju 2008. Vsekakor pa pred časom dopustov, da bodo se lahko ljudje in mali delničarji tega udeležili. Tukaj so tudi navedli, da ima NKBM dobička 10 milijonov evrov, kar je po našem prepričanju precej premalo za takšno banko kot primerljivo z drugimi bankami v podobnih okoljih. In še od tega so se odločili, da bodo dali za dividendo 0,2 evra. Za to so namenili 4,6 milijona evrov. 5,3 milijona evrov so pa namenili za razporediti v druge rezerve. Za te rezerve nam pa niso nikjer podali načrta, kam, zakaj, kako. Prav tako nas zanima, kako so poslovali, da je tudi dobička tako malo. Zaradi tega bi mi tudi dali apel in želimo, da nadzorni svet, katerega je postavila politika, naša vlada, ki je izvoljena od ljudi, ki morajo tudi poskrbeti, da bo banka poslovala ljudem v dobro, katera je posredno postavila predsednika uprave gospoda Kovačiča, dajemo apel, da ga zamenjajo. To lahko opravi nadzorni svet, ki je seveda postavljen od večinskega lastnika vlade in seveda tudi resornega ministra gospoda Bajuka. Potem tudi, če pogledamo še glede kredibilnosti gospoda Kovačiča še iz druge strani, tudi ko smo imeli oddajo v živo, je govoril eno, sedaj je naredil drugo. Torej, kako naj ljudje zaupajo takšnemu človeku, vlagajo denar v svoje prihranke za željo, da bi jih oplemenitili, da bi to banko držali v dobri luči, v dobrem poslovanju, ki bi lahko tudi nenazadnje odigrala vlogo regijske banke, ki bi tudi podpirala celotno gospodarstvo in razvoj. Potem tudi je še ena zadeva gospoda Kovačiča, ki ga ves čas že opozarjamo, da nikjer ni vidna strategija banke. Niti niso prav jasni podatki za poslovanje nazaj, še manj pa je strategija za naprej. Torej, v kaj naj ljudje vlagajo? Prejte, najbolj pomembna stvar pri takšni ustanovi in pa takšna ustanova kot Nova kreditna banka Maribor je in to, kar vsi upamo, da bo tudi postala, je, da se vsi zavzamemo za to, da bo imela neko dolgoročno strategijo, ki pa mora biti osredotočena v razvoj bančnega sistema v Sloveniji, ker tukaj je največ prostora še nezasedenega prostora. Bančništvo v Sloveniji na področju gospodinjstev, na področju malih podjetij je tako pomembno za nas, za naš skupni razvoj, da moramo imeti eno ustanovo, ki bo dejansko se osredotočila na to. Nažalost, še ni dosegla teh ciljev. In to mislim, da je obžalovanje vredno. Razumem pa in upam in zaupam, da novi lastniki, predvsem to razpršeno lastništvo, ki pričakuje in tudi zahteva, da bo ta banka ne samo donosna, ampak da bo tudi odigrala to vlogo. Ker končno, če se vprašamo, odkot pa takšno zanimanje, saj jaz sem vedno vedel, da ste
mama je bila Štajerka, ne, pa vem, da se Štajerci ste zelo trmasti ljudje, ne, in da ne bi, pravi vidite, da boste sami neki obdržani, ste plačali tam, kjer so tudi besede bile, ne, da ni bilo samo govorenje, ampak si bila tudi konkretna akcija, ne. Takšen odziv, kot je bil za zanimanje med vami tukaj in pa v celotni Sloveniji, ampak predvsem na Štajerskem, kar se tiče NKBM, je tudi presenetil največje optimiste. Jaz sem pričakoval podporo, ne, da bo zanimanje, takšno zanimanje pa nisem vedel. Vam pa pravic povem, da nismo toliko pričakovali. Ampak kaj je to pričakovanje tudi? Da iz tega še naprej nekaj ustvarjamo, ne, in da bo prišlo prvo do prave integracije ustanov, ki so bile prilepljene Nove Kreditne banke Maribor. Zdaj govorim o Goriški in o Poštni. Tega še Nova Kreditna banka Maribor ni uresničila. In to sem tudi pred kratkim v pogovorih, ki sem imel z predstavniki nadzornega sveta in uprave, tudi zahteval neko konkretno poročilo o vsem tem, ker mislim, da je silno pomembno. Veste, po drugi strani je pa tudi treba povedati sledeče, ne. Ko govorimo o bankah, to je tako kot o, bi rekel, dobrem imenu enega dekleta, ne. Če začnejo vsi govoriti, pa ga hitro zgubi. To se pravi, verodostojnost in zaupanje v ustanovo je ključnega pomena. No, s pristojnim ministrom za finance, dr. Andrejem Bajukom, sva imela nekaj pogovorov na to temo. Seveda je izrazil pripravljenost in razumevanje za te predloge in te zahteve. Hkrati pa moramo ugotoviti, da v tem smislu seveda je ključnega pomena vprašanje, na kakšen način bodo predstavniki Republike Slovenije in pa paradržavnih skladov, ki imajo lastništvo tako v primeru NKBM kot v drugih tovrstnih primerih, dejansko na skupščinah tudi glasovali. Ali bodo podprli tiste predloge, ki grejo v smer zaščite interesov upravičenih zahtev malih delničarjev, tistih, ki so vložili svoja sredstva v družbe za to, da so državne deleže odkupovali, ali pa seveda bodo vztrajali na tem, da se obstoječa razmerja, kakršna so v nadzornem svetu in pa v upravi družbe, ohranjajo, pri čemer seveda kaže izpostaviti to, da so člani, kot so bili in kakršni so imenovani, bili imenovani z naslova politične sfere oziroma tistih, ki upravljajo z deležem države. V tem smislu, glede na spremenjeno strukturo in odpodran delež, za to ni več nikakršnih razlogov. Mi seveda ne nasprotujemo temu, da so v strateškem smislu prisotni tudi predstavniki države v organih nadzora in da se ohranja kontrolni delež strani Republike Slovenije v tovrstnih primerih, ko gre za tako pomembne subjekte, kot so recimo pomembne banke ali pa recimo gospodarski subjekti na področju energetike, na področju transporta in drugih strateških gospodarskih subjektov. Vendarle pa to ne pomeni, da tisti, ki so vložili svoje sredstva v primeru malih delničarjev, pri tem ne bi imeli možnosti participacije tako pri nadzoru kot pri vseh pomembnejših odločitvah za družbo. Ne samo skozi tisto, kar je glede na razpršeno lastništvo moč pričakovati v smislu odločitev na sami skupščini, še posebej, če so te sklicane praktično sredi poletja, sredi dopustniškega časa, ko je toliko težje na ustrezen način ne zgolj zagotoviti neposredno prisotnost, pač pa tudi prisotnost preko pooblastil na teh skupščinah, da v tem smislu seveda velja računati na vlogo upravljavcev Republike Slovenije in njihovih deležev oziroma njihovega lastništva v pomembnih gospodarskih družbah, kjer so prisotni tudi mali delničarji, da bodo temu primerno odgovorno tudi sami sprejemali odločitve in podpirali predloge predstavnikov malih delničarjev. V tem smislu je Vseslovensko združenje malih delničarjev edina tovrstna institucija, ki se v Republiki Slovenije s temi vprašanji sistematično ukvarja, skozi dnevno, neposredno prakso že vrsto let, zato v tem smislu kot konstruktivni sogovornik na to vsekakor upravičeno računamo.